Kako mi gre na živce ta hreščav zvok? Vem, da nastane predvsem zaradi pihanja mikrofon, ko izgovorim P, B in D. Vem tudi, da na radiju uporabljajo pop filtre, preproste mrežice, kar sem našel v internetu. Toda pop filtri stanejo 16, 23 in tudi več kot 30 evrov. Kaj pa, če ga naredim kar sam? Potrebujem kovinsko škatlico za bombone, ki ne bo visoka nekaj centimetrov, da se pri rezanju ne bo preveč poškodovala. Bistvene so črne ženske nogavice, ki bodo služile za mrežico. Za nosilec lahko uporabim kar star žičnati obešalnik ali tršo žico in priponko krokodilček, ki naj ima možnost pritrditve žice. Za orodje in pripomočke za izdelavo pop filtra pa potrebujem še vrtne škarje, izolirni trak, škarje in klešče. Najprej odprem škatlico za bombone in jo spraznim ter očistim. Hej, bombone lahko tudi pojem. Škatlici odrežem dno s škarjami. Rob je bolje popiliti, če po rezanju ostane oster. Nato izrežem kvadratni kos dvojne plasti nogavic. Napnem ga pri škatlice in z izolirnim trakom pritrdim na 4 mestih. Višek tkanine odrežem ter z notranje strani prilepim izolirni trak navzven, tako da prikrijem vidne kovinske dele. Za nosilec filtra s kleščami preščipnem star obešalnik in žico poravnam. Zdaj moram samo še pritrditi žico na priponko krokodilček, tega pa na škatlico filtra. In odličen, doma narejen pop filter je narejen. Zdaj lahko snimam govor, ki ne bo hreščal. To pomeni, da me bodo vsi razumeli. Lahko si privoščim tudi en bombon. Za boljši glas pred snemanjem pa bom sladke bombone raje skril.